Prehajamo na 9. točko. Predlog strategije trajnostnega razvoja in trženja turizma v občini Kamnik za obdobje 2023-2030. Predlog strategije je objavljen v gradivu številka 3/1, predlagatelj župan, poročevalca pa Luka Svetec, vršilec dolžnosti direktorja Zavoda za turizem in šport Kamnik in pa gospa Miša Novak, predstavnica podjetja Alohas, trajnostne rešitve v turizmu, strokovna sodelavka, ki nam je pomagala dokument uskladiti in pripraviti do te mere, da je danes pred vami v fazi, ko ga potrdite ali zavrnete, pa vendar je plod usklajevanja različnih deležnikov na področju turizma, je plod nešteto ur pogovorov, plod tudi ankete, ki je bila izdelana strani in pa rezultat nekega dela in nakazuje neko pot, ki bo vodila kamniški turizem v naslednjih 10 letih. Izvolite, Miša. Hvala lepa, lep pozdrav vsem. Zelo strjeno v 10 minut imam na voljo, če pravim, ali kako? Kakšno več, ok. Zelo na hitro vas bom popeljala skozi strukturo tega dokumenta, ki je kar kompleksen, takšen kot je v resnici tudi panoga turizma in pa delo občine oziroma Zavoda za turizem in šport Kamnik na področju turizma. Od analize preko vizije, strategije, politik z ukrepi in seveda projekti in pa način izvajanja z nekim finančnim okvirom. Na kratko za uvod, namen proces, kot rečeno, mi smo začeli z analizo pretekle strategije, cel proces je spremljala delovna skupina, v okviru večjih srečanj, delavnica s ponudniki, intervjuji s 15, poglobljeni intervjuji s 15 ključnimi deležniki, direktno iz turizma, posredno iz turizma, ponovno usklajevanje s ponudniki, spletna anketa do prebivalcev in pa ponudnikov z objavo predloga dokumenta z korekcijami, še dodatnimi usklajevanji do današnje predstavitve. Navezava tudi na krovno strategijo slovenskega turizma, ki je bila sprejeta pretekli mesec maj za obdobje do leta 2028 in pa tudi strategijo turizma v srednje Slovenije, katerega del je Kamnik. Zakaj potrebuje Kamnik strategijo turizma oziroma novelirano strategijo? Ker je za ohranitev statusa vodilne destinacije, ki ga ima v okviru STO-ja oziroma Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport in s tem dostop do sredstev potrebna aktualna strategija. Če aktualne strategije za določeno obdobje ni, potem tega dostopa do sredstev ni. Seveda se je zgodilo tudi več premikov, več izzivov v destinaciji, ki so narekovali, zahtevali to potrebo po novelaciji in dejansko namen to vrstne strategije turizma je, da tako ponudnikom, podjetjem, investitorjem sporoča jasne razvojne ambicije občine Kamnik in destinacijske management organizacije, to je Zavod za turizem in šport Kamnik in seveda destinacije kot celote. Namen strategije je, da se v procesu poenotimo o tem, kakšen turizem želimo oziroma kaj ne želimo. Pogledali smo seveda, kje smo, kaj želimo doseči, kaj moramo za to narediti. Ampak zakaj občine sploh oblikujejo to vrstno strategijo? Na eni strani imamo javni interes in turizem je bolj kot katerakoli panoga, gospodarska panoga, posega v naš prostor, posega v lokalno skupnost. Na drugi strani imamo zasebni interes, zasebno turistično gospodarstvo, kjer je v ospredju seveda ekonomski interes, seveda je premiki v zadnjih letih kažejo, da se zavedamo, da je potreben trajnostni razvoj, uravnoteženost in trajnost. No in naloga tovrstne strategije in zavoda in seveda občine v tem procesu je to neke vrste balansiranje teh interesov, razvoj javne infrastrukture, skrb za zadovoljstvo vseh deležnikov, ne samo turistov, ampak v prvi vrsti prebivalcev z razvojem turizma. In čez številne gospodarske panoge, samo to še za uvod, se odvija v nekem omejenem prostoru, če govorimo o neki storitveni ali industriji in ne posega vsa področja družbe, pa dejansko turizem je panoga, kjer obiskovalci, turisti dobesedno vstopajo v našo dnevno sobo. Zato je velika odgovornost občine oziroma zavoda, seveda v partnerstvu z vsemi turističnimi ponudniki, s katerimi smo jo oblikovali skupaj, da so pravila jasna oziroma da poskrbimo, da ima destinacija podporno infrastrukturo, ki jo hkrati seveda koristi na področju rekreacije tudi prebivalstvo. Na ta način spodbujamo tudi bolj kakovostno okolje za bivanje, urejeno, spodbudno okolje za turistične ponudnike, neka pravila in vrednote. In danes to je
quote, kot rečemo, rek, ki ga je zapisal en izmed globalnih turističnih strokovnjakov, najpomembnejša in najbolj kompleksna funkcija v turizmu danes in sploh jutri je destinacijsko upravljanje, no? Da nekdo skrbi za destinacijo. Kamnik je nekje v tej, če bi pogledali neki življenjski cikl, kako destinacije rastejo od tam, ko se začnejo vzpostavljati, pa potem, ko rastejo, ko že morajo nad tisto črto, ne, tista faza konsolidacije in potem lahko pride do stagnacije, če ne inovirajo oziroma ne razvijajo. Kamnik je nekje tu v fazi rasti sodelovanja in pa nekje med fazo razvoja, ker je izredno pomembna neka skupna vizija, neko zaupanje turističnih ponudnikov tudi v to, da občina nudi neko spodbudno okolje, podporno infrastrukturo, vlaga v razvoj ponudbe. Kaj nam je pokazala analiza? Imamo zelo močno občino, 15. po površini, 10. po prebivalcih, nadpovprečno razvita, ugodni demografski kazalniki, zelo pretočna povezana destinacija, ne, se odpiramo proti Gorenjski, Ljubljani, Štajerski, Zgornji Savinjski dolini, imamo na eni strani to povezavo z regijo Kamniško-Savinjske Alpe, na drugi strani z regijo Srednja Slovenija. En hiter pogled nočitev v lanskem letu, slabih 90 tisoč, kar je nekje 11% manj kot na vrhuncu, ko smo imeli 100 tisoč, ampak ko smo delali prejšnjo strategijo, smo že v 2 letih pravzaprav presegli tiste kvantitativne kazalnike rasti, že v 2 letih. Smo 28 v Sloveniji med 212 občinami po številu nočitev oziroma 23 po številu tujih prenočitev. Problem naše destinacije Kamnika je ta špica nekje na sredi, poleti, ki se je leto 2019 odvilo 52%, lani pa celo 54%. Špica se še dviguje. Lepo so, nekje za četrtino so v tem zadnjem strateškem obdobju od 2015 zrasle nastanitve, ležišča, imamo slabih 1900 ležišč, ampak zelo neugodno strukturo. Nimamo hotelske ponudbe, ki bi omogočala res, kot rečemo, tisto celoletnost, ki bi omogočala zadovoljevanje nekih zahtevnejših segmentov. Imamo odlične incentiv oziroma motivacijska potovanja, team building programe, na našem območju, ampak gosti pogosto spijo v Ljubljani zaradi neustrezne strukture nastanitev. Torej, manjka nam hotel, manjka nam bolj, kot rečemo, full service, ta celoletna ponudba podporna. Imamo vse več obnovljenih butičnih koč na Veliki planini, v Tuhinjski dolini se že vzpostavlja 500 postelj, ampak vseeno nam je to na nek način, manjka nam res pravi mestni hotelček, pa še neka stalna hotelska ponudba. Če smo imeli leta 2019 domačih nočitev nekje četrtino, tujih 3/4, se seveda potem vse obrnilo na glavo, ampak zdaj se že nekako v lanskem letu 2022 smo že spet na čez 60% tujih prenočitev. Pogledali smo tudi, koliko imamo zaposlenih v panogi, kakšni so prilivi, kakšna je dodana vrednost v gostinstvu oziroma ločeno, strežba, pijač, hrane oziroma nastanitve. No. Smo pod tem nekim povprečjem, vemo, da ima naša panoga turistična v Sloveniji, smo pod slovenskim povprečjem, ampak leta 2021 je bil kar lep vzpon dodane vrednosti v nastanitveni dejavnosti z 35 na 49 tisoč. Tele številke ne bomo gledali, ampak mi smo pogledali vse destinacije občine Julijskih Alp, to pomeni od Bleda pa tja čez v dolino Soče, primerjali druge občine Kamniško-Savinjskih Alp po intenzivnosti, po gostoti, po številu prihodov na prebivalca in smo dejansko zaostajamo glede na naše kapacitete. Realizacija prejšnje strategije, močno smo presegli nočitve, močno smo presegli prihode, podobno kot drugim alpskim destinacijam nam je tudi padla povprečna doba bivanja in to nam je cilj, da iz 2,4 pridemo na 2,9, pa zasedenosti tudi nismo uspeli. Če smo imeli v lanskem letu 42 dni zasedenih v celotnem letu, je cilj, da to vsaj podvojimo. Če smo imeli lani 90 tisoč, da pridemo leta 2030 nekje na 200 tisoč nočitev, ker je kapaciteta. Pogledali smo tudi vse identificirane zasebne investicije, ki bi se naj zgodile v naslednjih letih in število postelj, prihodov, krepitev zasedenosti pač na tej osnovi smo opredelili kazalnike teh 200 tisoč nočitev, 2,9 povprečne dobe, na 50 tisoč evrov dodane vrednosti nastanitveni dejavnosti in podobnih. Povzetek izzivov, učinkovitost upravljanja, še vedno nam manjka okrepitev te destinacijske upravljavske funkcije, ni več samo marketing, ni več samo TIC, ampak je res najbolj kompleksna, izredno zahtevna naloga menedžiranja upravljanja različnih interesov med prebivalcem, med kakovostjo bivanja, med obiskovalci, med okoljskim vidikom
vidikom, nosilno zmogljivostjo nekih občutljivih točk in podobno. Še vedno nizka dodana vrednost v ponudbi, sploh v dnevnem obiskovalcu. Gost, ki spi v Ljubljani, pride samo namesto, da bi spal tukaj in koristil vso infrastrukturo, ki je raznolika, kakovost ponudbe. Še vedno nejasno pozicioniranje. Kamnik se še vedno razume kot neka dnevna izletniška destinacija, pa ima toliko res, že zgodovina kot nekoč najeminentnejšega vodnega zdravilišča. Ko so vhodili sem, ko je Franc Jožef rekel, da je to dejansko najbolj imenitno vodno zdravilišče v celi Avstro-Ogrski monarhiji. Zakaj? Zaradi klime, zaradi lepega narave, zaradi zraka in vsega tega. To je nekoč bilo. Ta tradicija je, vmes se izgubila in Kamnik ima potencialno, da to okrepi. Sezonskost, kot smo videli, še ne v celoti izkoriščamo res geostrateško lego, pretočnost letališča in vse to. Odvisni smo tudi od oživitve starega mestnega jedra, meste danes to že na točki strani Združenja zgodovinskih mestnih jeder. Obvladovanje povečanih pritiskov na določenih območjih, v določenih konicah, digitalna, trajnostna preobrazba, naravna kulturna dediščina, strokovna valorizacija, pastirska dediščina, industrijska dediščina, oblečilna dediščina in pa seveda okrevanje po covidu, ko vemo, da je ta panoga od vseh panog najbolj izgubila. Da se ne izgubimo v izzivih, mi imamo res izjemne priložnosti. Imamo boljšo lego, lažjo dostopnost kot marsikatera alpska slovenska destinacija. Imamo izstopajoče naravne vrednote, ampak res lepo zgodovinsko jedro. Že rečeno, smo bili nekoč najeminitnejše vodno zdravilišče in hkrati imamo druge alpska mesta, ki se borijo z prenatrpenostjo, imajo naravo, nimajo pa takšnega zgodovinskega mesta. Po nas so imenovana Alpe, Kamniško-Savinjske Alpe. Smo močna občina in še ne dovolj vidna kot zaokrožena stacionarna turistična destinacija. Zato je naša vizija dejansko ob teh že izpostavljenih točkah, teh 5, bi še aduti, na katerih gradimo, je tudi to, da imamo uveljavljene prodorne turistične ponudnike, ki tukaj že leta delajo, vlagajo, verjamejo v destinacijo in pričakujejo tudi od občine eno zelo jasno razvojno podporo, smer in pa seveda partnerstvo v tem procesu, kar mislim, da se je v zadnjih par letih res lepo okrepilo in lepo spostavilo in pa tudi ne nazadnje živahna podjetniška in pa startup klima v mestu oziroma v občini. Naša vizija je zeleni, torej trajnostni, celoletni turizem visoke kakovosti in z večjo vrednostjo za vse. Torej, da prinaša to bolj urejeno, lepo okolje in možnosti za lokalno prebivalstvo, boljšo izkušnjo za obiskovalce in pa seveda neko večjo dodano vrednost za ponudnike, ki lahko vlagajo v razvoj. Želimo stacionaren, uravnotežen turizem in po meri zahtevnejšega obiskovalca. Naše poslanstvo, zakaj razvijamo turizem? Za lepši in uspešnejši Kamnik. Torej, turizem je v funkciji generatorja pozitivnih zgodb, trajnostnih sprememb, urejenost, privlačnost okolja za obisk, delo in bivanje. Ni samo gospodarska panoga, seveda pa v osnovi je. Če smo rekli vizija notranje usmerjanja, kot kako želimo biti na trgu prepoznavni, na levi imamo vse naše izstopajoče simbole, ikone, tradicijo, na desni gradnike ponudbe, samo naj izpostavim, da gradimo na aktivni alpski well-being destinaciji. Well-being se veže na to dobro počutje zaradi dobre klime, termalne ponudbe zdravilišča oziroma termalne ponudbe, zgodovine nekoč uveljavljenega vodnega zdravilišča. Danes je pa to destinacija s celostno ponudbo ohranjanja zdravja in telesa, duha v izjemni naravi. Smo blizu prestolnice, pa popolnoma drugačni. Zgodovinsko mestno jedro, prvobitne planine, urbano, podeželsko, izjemna narava, močna kultura, sodobno, tradicionalno. Torej na naročju Kamniško-Savinjskih Alp in iz prestolnice najhitrejši dostop do Alp. Izpostavljamo tudi neke elemente ali pa neke zgodbe, kot rečemo. To je prva zgodba, ki smo jo identificirali in ki se že odvija. Imamo res močne gradnike, vsak ta krog pomeni neko utemeljitev, zakaj je tukaj voda res posebna in jo moramo valorizirati in jo razumeti kot kapital. Potem na drugi strani imamo seveda to zgodovino uveljavljenega vodnega zdravilišča, danes pa sodobno zaokroženo KNAJ ponudbo, kar imamo seveda pol tudi pod ukrepi za gradnjo na teh 5 stebrih, kjer imamo različne ponudnike, ki že danes nudijo posamezne oziroma vse stebre, voda, zdrav življenjski slog, gibanje, prehrana, zelišča in pa seveda zelo posebna in komunikacijsko privlačna zgodba Trniča.
Identificirali smo ciljne segmente, zelo močno smo od premika od prejšnje do zdajšnje strategije postavili ta outdoor aktivnosti v naravi, pohodništvo, kolesarjenje, zimske aktivnosti, golf seveda, raziskovanje glede na pretočnost destinacije proti Gorenjski, Ljubljani, Štajerski in pa seveda Kamniško-Savinjske Alpe tudi v Zgornjo Savinjsko dolino. Jasno definirali prioritete produktov, outdoor, torej aktivnosti v naravi, zdravje, dobro počutje, kultura, potencial, poslovna srečanja, tako imenovane MICE, kot rečemo, ampak s tem, da imamo ustrezno hotelsko ponudbo, da bi gostje spali tukaj in seveda tudi investicije v širitev kongresnih nastanitev strani zasebnega ponudnika oziroma Term Snovik se planirajo. In pa športniki na pripravah, športne prireditve, ki je produkt v razvoju in je vezan seveda tudi na pomembno infrastrukturo in pa gastronomijo, ki smo ji dali ta poseben okus kraft piv, po katerih je Kamnik močen, in pa teh tako imenovanih street food z okusi Kamnika, prireditve, destinacijska 5-zvezdična doživetja in pa bolj odgovorno doživljanje narave. Nakazali smo te premike, kateri produkti imajo največje potenciale in jih tudi, pa ne bom šla v podrobnosti, razporedili po sezonah. No, ker če hočemo zmanjšati sezonsko, odkrepiti zimo, pomlad, jesen, jo moramo z zelo natančno targetiranimi produkti. Tako smo nakazali, kire že imamo, kire razvijamo, kire krepimo. En pomemben moment te strategije pa je, da Kamnik niso samo 2 točke. To ni samo, bom rekla, mesto, Terme Snovik, Velika planina, Tunice, pa če sem koga, pa golf oziroma arboretum, če sem koga še spustila, ampak je to res privlačno zgodovinsko mesto, ki se odpira v 2 dolini. Tako da smo oblikovali sistem 3 mikrodestinacij, ki jih moramo menedžirati. Ljudje morajo sodelovati kot akcijske skupine. Staro mestno jedro, ki je vezano na širšo problematiko, kot ste imeli prej na dnevnem redu, potem imamo dolino Kamniške Bistrice z Veliko planino in Tuhinjsko dolino z Menino planino. Vsaka ima neko identiteto, ampak gradijo neko skupno zaokroženo destinacijo Kamnika. Torej Kamnik ni samo mesto in 2 ponudnika, je mnogo več. Mi smo strategijo potem, če smo rekli, da imamo 11 izzivov, oblikovali smo eno vizijo, 3 cilje, strateške in pol 4 politike in 24 ukrepov. Za temi 24 ukrepi je pa kar veliko število projektov. Bom zdaj samo na kratko se sprehodila, to so te 4 politike. Na prvo stebr delamo na ponudbi, da imamo konkurenčne produkte, ki nam omogočajo celoletnost pa večjo vrednost. Nadgrajujemo obstoječe ponudbe, nič ne štartamo iz nič. Nadgrajujemo in jih spravljamo v prodajne produkte, torej na trg. Druga je trajnost, kakovost, digitalizacija, torej napredna zelena digitalna destinacija. Naš cilj, tretja je najbolj ta logična, klasična, mehka politika, ki je vezana na trženje, promocijo. To smo vedno razumeli kot neko temeljno ali pa edino funkcijo zavoda in je to zdaj samo ena izmed funkcij. In pa seveda upravljanje. Teh 24 ukrepov in bi jih zdaj dejansko samo preletela, res samo kot ukrepe. Naj poudarim, teh 24 ukrepov je kot 24 predalčkov, imamo pa različne projekte. Projekti so identificirani zelo konkretno, ampak hkrati so indikativni. Znotraj teh ukrepov v danem trenutku, v tem času, najbolj ustrezno nagovorijo izzive. Tudi smo jih finančno ovrednotili, jih razporedili v 4 prioritete in lahko sam preletim še mogoče ukrepe, toliko, da dobimo občutek. Če govorimo o turistični infrastrukturi, ponudbi in produkti, eno najbolj kompleksen, najbolj širok ukrep je vezan na vse destinacijske produkte. Par besed v nadaljevanju. Od kolesarjenja, pohodništva, gastronomije, kulture, s Plečnikom, prireditve, bela, zelena zima, poslovni turizem, športniki na pripravah, pa druga destinacijska ponudba. In za vsako ta produkt smo definirali konkretne projekte. Pa imamo pa 2 zelo pomembna projekta, ki presegata seveda turistično strategijo. To je celostna oživitev starega mestnega jedra, sicer prioritetno Šutno in na to vezano vsa podporna parkirna politika, oziroma parkirišča in pa ohranjanje in trajnostni razvoj Velike planine, ki je spet čist projekt, ki je že v izvajanju, ampak smo ga mi samo nekako povzeli pa pripeljali v strategijo in ga seveda tudi marketinško potem valoriziramo. Tretji je, če smo prej rekli, najmenitnejše zdravilišče, gre za vzpostavitev novega krovnega destinacijskega produkta Kamnik kot knajp destinacija. Torej ravnovesje telesa in duha, ponudba, ki jo že Terme Snovik razvijajo in posamezni ponudniki s posameznimi stebri. In tukaj pristopamo
pristopamo do ene take zaokrožene zgodbe, ki gradi razlikovalnost pa prepoznavnost Kamnika. Četrti pa vezan na partnerstva, podporno okolje, kot so mikropodjetniške sheme, ki se že odvijajo, da usmerjamo in sodelujemo s ponudniki na podjetniški ravni. Če sem prej rekla, da je najkompleksnejši tisti prvi ukrep, ki je vezan na te produkte, ne vsak produkt ima potem ali 12 projektov, 14 projektov, 18 projektov, od digitalizacije, izkustvene nadgradnje, ureditve nekega traila, ureditve neke kolesarske poti in podobno, zelo konkretno. Drugo področje, kakovost, trajnost, digitalizacija. Vemo, da moramo krepiti lokalno kakovost, okuse Kamnika, ki so odlično nastavljeni, v zadnjih par letih stagnirali, ki jih moramo ponovno vzeti, malo iz predala ukrepiti in ponuditi. Tako počnejo tudi druge destinacije. Trajnostna mobilnost in pa seveda uvajamo zelene krožne digitalne rešitve v javno in poslovno prakso destinacije. To je projekt, ki se lahko res odvija samo z roko v roki za občino Kamnik, kar se že, Kamnik je Zlata Slovenija Green destinacija, ima zeleno koordinacijo in to krepimo. Tako da vse številne aktivnosti so v okviru prvega ukrepa, ko nadgrajujemo aktivnosti v okviru zelene sheme slovenskega turizma in skrbimo, da smo ponovno certificirani kot zlata oziroma nas cilj je platinasta najvišja destinacija in v ozadju en kup projektov, ki se spravljajo v letni akcijski načrt. Drugi ukrep je vezan na ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti, kjer smo zapisali Velika planina, to je res naša ključna vrednota, zagotavljanje te temeljne okoljske zelene infrastrukture, zato da lahko v nadaljnji fazi, v naslednji fazi preverjamo smiselnost, pripravljenost za krajinski park Kamniške Bistrice z Veliko planino oziroma krajinski park, kot je že bilo v preteklosti regijski park, ampak prioritetno lokalno. Razvoj sistema mikrotrajnostne mobilnosti, vemo, da Kamnik kot mesto ni dovolj povezan s točkami v okolici. Zelo pomembno, da to mikromobilnost navežemo tudi za servis za prebivalce, turistični javni prevoz. Podporo turizmu ne more funkcionirati samostojno, če ga ne vežemo tudi s tem, da nudimo nek servis za prebivalce, ki niso sami mobilni. Četrti ukrep je vezan na krepitev, kot že prej rečeno, okusov Kamnikov in zadnje kar konkretni ukrepi so oziroma projekti. Krepitev kakovosti na podjetniški ravni, hočemo višjo kakovost, hočemo usmerjati prenove v bolj butične nastanitve, zagon, vodenje digitalne preobrazbe, turizem, ampak seveda neka vključitev v neko širši digitalni ekosistem občine in pa tudi kot zelena destinacija smo dolžni, da spremljamo vpliv podnebnih sprememb na destinacijo in strategijo prilagajanja. To je Kamnik kot zlata zelena destinacija zavezana k temu, da se zaveda in dela. Tretja je najbolj mehka, najbolj logična pozicioniranje, znamka, trženje, krepitev znamke Kamnik je prvi ukrep, posodabljanje orodij, spletna mesta, brošure in vse. To je najbolj tisto temeljno delo. Osrednji ukrep je tretji, to je partnerski letni promocijski program, ki se seveda že izvaja. Ga moramo modernizirati, bolj ciljno usmeriti, predsezone, jesen, zimo krepiti. Sodobna turistična kartica Kamnik oziroma Kamniško-Savinjske Alpe, neka preveritev, bolj smiselno je v širšem regijskem okviru to vzpostaviti, krepiti neposredno prodajo. Vemo, da največji delež dodane vrednosti odžirajo booking platforme in podobni OTA servisi. Okrepiti Go Kamnik, ki je dobra platforma, in pa delati na informacijski in usmerjevalni funkciji. Torej, mesto Kamnik usmerjamo v dve doline ali pa v katerikoli dolini si vedno moraš vedeti, da si del ene širše destinacije. In pa četrti sklop, ki je vezan na upravljanje, govorimo o upravljanju mikrodestinacij, celotne destinacije, strateško usmerjanje turizma. Kamnik je občina za skoraj 100.000 prenočitvami, 28 v Sloveniji in dejansko mora strateško upravljati turizem, da gre v smer, v katero želimo, da ne prihaja do konfliktov, do katerih prihaja v nekaterih destinacijah, ki se nekih momentov niso pravočasno zavedale. Prvi ukrep je vezan na nadgradnjo zavoda v
kompetentno destinacijsko management organizacijo. Ta proces se zdaj vodi tudi na krovni ravni, na ravni Slovenske turistične organizacije in Kamnik je tu kot vodilna destinacija usklajen oziroma to dela partnersko. Zagon aktivnega upravljanja mikrodestinacij, akcijska skupina za mesto Kamnik, za Tuhinjsko oziroma za Kamniško z Veliko planino, ker se sestavi skupina in redno menedžirano dela na projektih, izmenjuje, išče sinergije, krepitev povezav z osrednjo Slovenijo in pa Kamniško-Savinjskimi Alpami in zadnji je vedno en kup zelo konkretnih projektov in aktivnosti. Ukrepitev sodelovanja destinacijske organizacije z društvenimi organizacijami, delo na raziskavah, precej klasične ukrepi. Vključili smo tudi upravljanje identitete in kakovosti javnega odprtega prostora z katalogom urbane opreme, to, kar se zdaj pripravlja tudi za Veliko planino, torej urejanje, skrb za lep ambient destinacije, to je domena občine Kamnik, ampak temeljnega pomena za konkurenčno in pa lepo urejeno turistično destinacijo in pa seveda spremljanje vrednotenje letno preko strateške skupine, aktivnejše na pol leta v sredini in pa seveda finalno potem ob koncu. Mi smo izpostavili res tiste močnejše strateške projekte, ki so tudi finančno zahtevnejši in smo jih tudi izdvojili kot prioriteto 3, ker smo opredelili, da gre kot predlog interpretacijski center oziroma vstopna točka v dolino Kamniške Bistrice skupaj za Veliko planino, ali je to muzej oblečilne dediščine, oživitev malograjskih rovov, staro mestno jedro, celoten projekt Velike planine, mobilnostno vozlišče v dolini Kamniške Bistrice, ta trajnostna mobilnost, krajinski park, vse to so malo bolj kompleksni projekti, ki presegajo to čisto ozko delovanje ali pa financiranje zavoda, zato smo jih opredelili kot prioriteto 3. Prioriteto 4 smo dali projekte, kot so oživitev starega mestnega jedra, ki smo jih finančno vključili okvirno v samo strategijo, ampak niso stvar samo turizma. Pod prioriteto 1 smo dali res tiste manjše, tekoče, ključne, produktne, razvojne projekte, pod prioriteto 2 pa tiste, ki jih lahko malo zamaknemo. Naloge destinacijske organizacije so kompleksne. Če bi hotela povzeti, kaj se morajo narediti, vsa ta 4 področja, vse te ukrepe, menedžirati pa še skrbeti za zavod kot tak, da se razvija, da raste, da je kompetenten, da ga strani ponudnikov prepoznavajo. Organizacijsko smo nastavili kar delo z nekimi tudi podpornimi skupinami, produktnimi za kolesarjenje, pohodništvo. To so zelo specifične teme. Imamo zelo močna društva v Kamniku na teh posameznih produktih in je treba delati. Zavod sam z 1 ali 2 osebama na razvoju tega sam ne more menedžirati. Potem te akcijske skupine in pa seveda zeleno skupino, ki jo že Kamnik ima in jo je treba še ukrepiti. Tako da, kot rečeno, 4 različne prioritete, vse smo vrednotili nekje na oceno dobrih 16 milijonov, ampak od tega gre dejansko na projekte oživljanja starega mestnega jedra, ki je širša zgodba, nekje petina, ti širši, močnejši projekti so prioriteta 30%, tam dobrih 5 milijonov, ki se bodo zgodili, če bomo našli dodatna sredstva, oziroma če bojo razvojne prioritete občine Kamnik v nekem določenem momentu druge in ne ti projekti se bojo zamaknili oziroma se bojo zgodili, če bomo našli ustrezne vire. To moramo razumeti oziroma to je zelo pomembna predpostavka pri tem finančnem načrtu. Zdaj, ključni dejavniki uspeha, da res ukrepimo pozicijo destinacijske organizacije, kompetentnost, učinkovitost, tudi kadrovsko sodelovanje deležnikov, potem ti ključni strateški projekti, da se zgodijo, da se podjetniška iniciativa, ki je izražena, zgodi, materializira, da nadgradimo te produkte na področju pohodništva, kolesarjenja, zime, kulture in jih spravimo na trg, in hkrati vse te podjetniške iniciative, ki se dogajajo, da jih spravimo prek destinacijskih kanalov, da smo v tem modelu, ki se zdaj na krovni ravni vodilnih destinacij, politika upravljanja destinacije v krovni strategiji slovenskega turizma prepoznana kot najbolj pomembna. Brez upravljanja destinacij bo naš turizem postal res nekonkurenčen in pa seveda imeti neke prioritete in fokus in če ne bo sredstev, če ne bo podpore, se osredotočimo bolj na prioriteto 1 oziroma naredimo vmesno novelacijo, potrebno spremembo oziroma podaljšamo veljavnost. To je to.
presegla sem moj čas. Tema je ekstremno kompleksna, povedala sem pa mogoče 10% tega, kar bi želela. Miša, hvala. Za 10 minut si ogromen povedala, tako da mogoče je bilo tudi kaj podaljšan. Tako da hvala za predstavitev, zdaj pa odpiram razpravo delovna telesa, svetniške skupine. Besedo ima Romana Učakar. Hvala za besedo. En lep pozdrav še z moje strani vsem skupaj in hvala gospe Miši za to izčrpno poročilo. Verjamem, da imate še ogromno za povedati. V svetniški skupini Liste Mateja Slaparja smo na osnovi pregleda dokumenta ocenili obstoječo stanje in ga pač je odlično predstavljeno. Z visoko rastjo obiska in nočitev v 2 predkoronskih letih dokazujemo, da smo sposobni še hitrejšega in kvalitetnejšega razvoja. In ti rezultati so namreč lahko osnova za nadaljnji optimizem, saj bi moral turizem pri nas v Kamniku dolgoročno postati ena izmed nosilnejših dejavnosti v občini. Razlage, da se nečesa ne da, oziroma da nimamo zadosti možnosti, tako za nas ne smejo biti ovira. Predlagamo pa, da nekaterim področjem, ukolikor želimo priti še do boljših želenih rezultatov, pripravljavci strategije dodajo še kadrovski element, ki je ključen za uresničevanje ciljev te strategije. Po našem mnenju je potreben še bolj okrepljen se pravi Zavod za turizem, šport in kulturo. Tukaj se nam zdi zelo pomembno, da v okviru GSŠRM ustanovimo oddelek, ki bo namenjen izobraževanju na področju turizma in pa oddelek na področju gostinstva. Ker prav v gostinstvu je trenutno še precej veliko pomanjkljivosti. Brez izobraženih in pač pripadnih mladih kadrov si dolgoročnega razvoja turizma ob še tako velikih investicijah ni mogoče predstavljati. In predlagamo, da pač temu področju namenimo posebno mesto v tem strateškem dokumentu. Se pravi, strategija razvoja 2023-2030 je sicer res odlično začrtana, vendar po našem mnenju glede na možnosti občinskega proračuna zelo veliko potezna in drzna, kar pa ne smatramo kot slabo. Vendar, če jo želimo realizirati v nekem predvidenem obsegu, moramo pridobiti precej več državnih ali evropskih sredstev. Zato predlagamo, da se razmisli in kadrovsko okrepi ne samo zavod, ampak tudi pristojni naš občinski oddelek, ki bo skrbel izključno za aktivno iskanje možnosti sofinanciranja teh obsežnejših projektov, pa tudi produktov iz državnih in pa evropskih virov. Med projekte, pri katerih vidimo bojazen glede možne izvedljivosti so, se pravi tako finančno kot izvedbeno, v časovnem okvirju so muzej oblačilne dediščine, se pravi obnova železniške postaje, Plečnikov dvorec v Kamniški Bistrici, olimpijski bazen, večnamenska športna dvorana. Nedvomno so to projekti, ki bodo sicer predstavljali zelo zanimive turistične produkte, a izvedba ne bo možna brez izdatne zunanje podpore. Medobčinskega sodelovanja pa tudi panožnih športnih zvez. Pri produktu športni turizem bi lahko bolje izkoristili naše prednosti in v strategijo vključili več že obstoječih možnosti. Torej, medtem, ko projekt olimpijskega bazena še ni realiziran, bi lahko v tem kontekstu že sedaj aktivno tržili obstoječe kapacitete, naš stadion v Mekinjah, sodobno novo igrišče na Duplici. In predlagamo, da se tudi to vključi v strategijo. Glede na široko zastavljeno strategijo in na količino tržno zanimivih produktov, predvidenih v tej strategiji, predvsem pa z vidika trenutnih zmožnosti, kongresnega turizma v tem trenutku ne vidimo kot prioriteto. In kot sem že omenila, je strategija zelo kvalitetno pripravljena in pozitivno se nam zdi tudi to, da predvideva letno, oziroma tudi, kot ste omenila, polletno spremljanje in nadzor uresničevanja ciljev in da poleg ZTŠK predvideva tudi strateški svet za to področje. Tu bi pa omenila še, da svet zavoda z bolj premišljeno kadrovsko politiko bo moral v prihodnje odigravati pomembnejšo vlogo. Tu
je pa naša odgovornost, da večjo pozornost namenjamo izbiri članom sveta različnih zavodov in jih predlagamo in imenujemo predvsem glede na motiviranost, aktivnost v lokalnem turizmu in pa strokovne kvalifikacije, ne samo zato, da jih predlagamo. In zavedamo se tudi, da obstajajo drugačni pogledi na nekatere stvari zapisane v strategiji, da bi lahko še marsikaj dodali, marsikaj tudi črtali. Vsi skupaj pa se moramo zavedati, da zapisano ne sme biti v smislu kot člen nekega zakona, ampak da je turizem živa panoga, ki se iz leta v leto oziroma času primerno spreminja. Kljub vsem možnim spremenljivkam pa menimo, da strategija nudi kvalitetne ter za občane in občanke primerne usmeritve in naš cilj je, da ustvarimo čim boljši pogoji za življenje v naši sredini. In zato bo svetniška skupina Liste Mateja Slaparja ta dokument tudi podprla. Hvala. Hvala. Svetnice, svetniki. Beseda ima Matjaž Šporar. Hvala za besedo. Lep pozdrav tudi v imenu svetniške skupine Nove Slovenije. V naši skupini menimo, da je ta predstavitev bila obsežna, izčrpna in tudi kvalitetna, zato menimo, da jo imamo namen tudi podpreti. S tem občina kaže tudi, da gre v pravo smer. Ta strategija ima svojo vizijo, tudi v smislu ohranjanja trajnostnega razvoja občine, širjenja dodatne turistične ponudbe, predvsem pa se nam zdi pomembno tudi prepoznavanje, da prepoznava potenciale razvoja na turističnem področju. Se pravi, da je potrebno izkoristiti pomembne prednosti naše občine, strateško lego, predvsem bližino letališča, prestolnice, prepoznati tudi zaklad narave tukaj v zavetju Kamniških planin, izkoristiti zeleno os Kamniške Bistrice. Naš biser je čista voda z močnim alpskim značajem, ter izkoristiti predvsem staro mestno jedro, ki ima v sebi nosi atraktivno zgodovino. Zanimiva je tudi anketa, ki je pokazala, da se Kamničani zavedamo potenciala turizma in pozicioniranja Kamnika kot močnega turističnega ponudnika. Tukaj bi dodal, da mislim, da gre občina v pravo smer, to so pokazali že tudi minuli Majstrovi dnevi oziroma občinski praznik. Odprti je bilo kar nekaj dobrih oziroma odličnih turističnih pridobitev. Tu bi naštel kolesarsko stezo Godič, kolesarsko stezo proti Ljubljani in pa posebno pridobitev spomenika Mamuta, kar sigurno daje poseben doprinos k zgodovini mestnega jedra. Vse našteto mislim in tudi odlična predstavitev smatramo, da bomo to strategijo razvoja podprli. Hvala lepa. Hvala. Besedo ima Aleš Lipičnik. Najlepša hvala. Jaz bi v okviru prakse, ki jo že več let poznam, jaz bi tolo predstavitev, ki smo poslušali, ocenil kot dobro, zaradi tega, ker je evidentno, da je trud vložen v celo zadevo, zadosten tudi strokovnost, tako da s tem nikakor ne vidim v tem nobene težave. Vidim pa težavo v obstoječi praksi, se pravi, v tem pa vidim težavo in sicer predvsem zaradi tega, ker se mi zdi, da na nek način, kljub temu, da je gospa povedala, da turizem ni zgolj gospodarska panoga, je v veliki meri pretežno gospodarska panoga. In vesel sem, da je bil dodan v to predstavitev tisti slajd, kjer se zasebni in javni interes vlečeta za vrv vsak na svojo stran in eno spoznanje, da ljudi vodimo v svojo dnevno sobo, ampak jo vodimo v dnevno sobo tisti, ki delamo v turizmu in tisti, ki ne delamo v turizmu. Kar pomeni, da je treba pri turizmu v prvi vrsti paziti, da so dejansko ene investicije upravičene in da so na tak ali drugačen način
družbi, vsem občanom, pred očmi moramo imeti, da je v občini 33, lahko da sem se malo zmotil, 1000 občanov, in kje so interesi teh 33 000 občanov. Zdaj, zaradi tega bi v prvi vrsti bil zelo vesel, pa sem že enkrat to rekel, če bi naredili en obračun, koliko smo v zadnjih 20 letih vložili v kamniški turizem, pregledali naše proračune za nazaj in ugotovili, kaj smo od tega mi, občani, in pa Kamnik kot občina, kaj smo od tega dobili. Kar pomeni, da na ta način dobimo eno številko in oceno, kakšen je return on investment te panoge. Ker če tega ne naredimo, se bojim, da pridemo lahko do tiste faze, da lahko rečemo, da je ponavljanje istih napak in pričakovanje drugačnih rezultatov, ne bom nič rekel, da naprej od te točke, da nekdo rekel, da sem kakšno neprimerno besedo uporabil. Ampak v vsakem primeru moramo eno redefinicijo narediti. Na drugi strani se majčkeno kregamo sami s sabo, ko govorimo o zelenem turizmu, na drugi strani tisto, kar smo zdaj nedavno tega naredili na Veliki planini, ne kaže na zeleni turizem, pač pa na množični turizem, ki je diametralno nasproten pojem od zelenega turizma, ker na množični turizem vse tisto, kar je zeleno in naravno, nam v veliki meri zelo ogroža. Ker pomeni, da se moramo zmeniti tudi, na kak način bomo to delali. Strinjam se pa z eno stvarjo, da je v veliki meri turizem lahko, kar je tudi predhodnik povedal, da je turizem in razvoj turizma lahko na nek način en povezovalni faktor, ki na nek način povezuje občane in lahko v tem smislu odigra tudi, kljub temu, da ekonomsko sem skoraj prepričan, pa nisem analiz delal, da je ne odigra pozitivne vloge, v tem smislu lahko odigra pozitivno vlogo, se pravi v smislu povezovanja, v smislu sodelovanja. Zato bi rekel, da je mogoče zelo dobro razmišljati malo več o kulturnem turizmu, ki je glede na investicijo verjetno ena bolj sprejemljivih opcij oziroma na return on investment v to vrstnem pogledu zanesljivo najhitrejši pa najboljši rezultati. Pa tudi odmevnost v tem primeru ni vprašljiva. Bi bil pa res vesel, če uspemo narediti tisto analizo, koliko smo v zadnjih 20 letih v turizem v Kamniku vložili in kje zaradi tega smo. Toliko. Hvala. Hvala. Besedo ima Aleksandar Uršič. Ja, hvala za besedo. Moram reči, da pohvalno in priprava strategije in sama predstavitev, vidi se, da je eno konkretno delo upravljeno, konkretne usmeritve. Sem pa v dilemi, to sem pozabil v bistvu pri dnevnem redu izpostaviti, vajen smo strategije prvo pa drugo branje, danes, čeprav razumemo, imamo samo branje in potrditev. Se pravi, vse tiste predloge, ki jih je tudi Lista Mateja Slaparja podala, zdaj ne vemo, ali bo to vključeno v samo strategijo, čeprav je bilo jasno povedano, da bi bilo dobro, da bi bilo, ali ne bo, ker če je to samo danes obravnava, je to končen dokument, ki ga potrjujemo. To je v bistvu vprašanje. Vsekakor smo pa že v preteklosti pokazali, da na občinskem svetu z eno konstruktivno debato lahko pripomoremo k boljšim dokumentom. Vsekakor moram tukaj pohvaliti realno stanje ocene situacije turistične v Kamniku. Pogrešam v bistvu bolj konkretno, kar se tiče posteljnih kapacitet, samih ena enostavna tabela, omenjene so v bistvu Terme Snovik, Eko Resort, neke manjše zadeve. Dobil sem pa občutek, da se strategija izogiba posteljnih kapacitet samostana Makine kot hudič križa.
Občina Kamnik je vložila v posteljne kapacitete v Makinskem samostanu, so eden večjih, v strategiji pa niso omenjene. Tako da ne vem, a se stališče občine Kamnik kaj spreminja ali posteljnih kapacitet v Makinskem samostanu na dolgi rok ne bo. To bi prosil za odgovor, ker mislim, da so pomembne z vidika samega samostana, kot z vidika same situacije v mestu Kamnik, da smo brez hotela, ker dejstvo je, da če pogledamo samo izkoriščenost posteljnih kapacitet, je zelo slaba, ne? In tukaj se moramo vprašati, nekaj je ta sezonskost, nekaj je pa, a je dejansko to teh 1800 realna cifra, ali so zraven vštete tudi kakšne take, ki dejansko niso niti v stanju, da tržijo. Mamut se vidi, da je bila strategija že začeta v lanskem letu, ker manjka tisti update, iz samega zapisa se vidi, da ni, ker je v nekem delu celo omenjeno, da bo, ne? Tako da je potreben verjeten popravek in bolj ambiciozno, kar se tiče samega trženja mamuta. Predlagamo mamutov festival, ki bi nadomestil v bistvu ta Veronikin festival, ker če bomo otroke preko šol privabili v naše mesto in bojo z te zgodbo znali naprej povedati staršem, bomo tudi starše na ta način privabili, predvsem pa tudi vemo, da otroci, ki so na izletih, so najbolj hvaležen kupec raznih figuric in verjamem, da bomo že s 2 obiskoma šol teh figuric prodali več kot kar majice, ne. Tako da pol pa še sama finančna plat zgodbe, tudi jaz v bistvu malo dvomim v to, kar je bilo že izpostavljeno, ne. Kultura in Plečnik 1 677 000, ne. Projekt idejne zasnove in prostorske umestitve v obstoječe razpoložljive primerne objekte sodobnega muzeja oblačilne dediščine 1 milijon, prenova železniške postaje 500 000. Kaj konkretno je tukaj mišljeno? Sodoben interpretacijski center doline Kamniške Bistrice in Velike planine naravne in kulturne dediščine 3,5 milijone. Infrastrukturni projekti za ureditev mestnega jedra, vključno s parkirišči 3 milijone. Tukaj bi prosil za bolj konkretno, kaj je to v načrtih, vsaj lokacijsko. Pogrešam pa pri investiciji v turistično infrastrukturo največjo investicijo, ki je tudi sveža, ki je že Aleš deloma omenil. Jaz mislim, da investicija v 6-sedežnico je tudi investicija v turistično infrastrukturo. In če kaj, to vsekakor sodi v strategijo, pa prek medijev sem zvedel, da je tudi zadeva že podpisana pogodba, se pravi, zadeva se je realizirala in to je potrebno vključiti. Potem pa še ena najbolj pereča, po mojem mnenju, tema kamniškega turizma, gostinska ponudba. Tukaj piše, da se v mestu vzpostavita najmanj 2 kakovostni restavraciji, izražena namera o prenovi gostilne Planinka s strani Meščanske korporacije. Zdaj ne vem, a se je kaj spremenilo, ampak kakor jaz vem, Meščanska korporacija ni lastnik gostilne Planinka, ne. Ter gostinske ponudbe v okviru butičnega hotela na Šutni. Super, če to bo oživitev Šutne, ampak realno stanje je pa tako, da v Kamniku težko najdeš gostilno sred tedna, kamor boš pelal več kot 10 ljudi na kosilo. In pogovarjali smo se že to pred leti, v prejšnjem mandatu, tema je bila tudi v času volitev, mi moramo nujno investirati kot občina, ki je tista, ki spodbuja ne infrastrukturo, ampak samo dogajanje v kader. Če tukaj ne bomo nič naredili, nam nič ne pomagajo 6 sede in tako naprej, če ne bomo imeli kakovostnega kadra, ki bo znal postrežiti ustrezno pa zadovoljiti zahtevanega gosta, bo vsa naša infrastruktura samevala. Tako da to je tisto, kar če greste polet na malo planino pa veliko planino, vam bojo tisti v domovih znali točno to povedati. Takrat, ko imamo gužvo, ki je lepo vreme, imamo vsi preveč, takrat, ko pa samevamo v slabem ramenu, nas pa noben ne vidi. In to je tisti problem, ki se ga moramo lotiti. Hvala. Hvala, besedo ima Jožef Galičič. Hvala lepa za besedo. Spet se moram strinjati z vsemi, ki ste bili pred mano, pa pohvaliti analizo, ki ste jo pripravili. Pogrešam pa eno stvar,
ki bi jo predlagal in bi jo, če se da, tudi umestili še v to. In sicer Kamnik je, vsi vemo, Tone tudi, čeprav on najbolj invalidom kar prijazno mesto. Ne. Imamo tudi Sirius in ideja, ki mi je prišla skozi debato z mojimi gosti v lokalu, da bi mi lahko v Kamniku spodbudili tudi to vrsten turizem kot nek hotel v času, ko je Sirius bolj kot ne prazen, ker turisti iz cele Evrope, iz kjerkoli, ko bi vedeli, da lahko pridejo z otrokom, ko je na vozičku in da bi bila ful oskrba v domu, bi verjetno vsi prišli tudi v Kamenki in je to ena taka dodana vrednost celi zadevi in se mi zdi, da bi bilo to tudi ena taka dobra stvar za jo izpostaviti, pa mogoče malo širš potem tudi o tem se pogovoriti. To je bila ena taka točka, ki bi jo izpostavil. Druga stvar, ki je, tako rekli ste že, da pohodništvo in alpinizem bi mogli pa tudi malo bolj se povezati med sabo z vsemi temi društvi, z GRS-jem, z markacisti in vsemi temi, tako da se organizirajo te vodene skupine po Alpah, po Veliki planini, z vodniki, ki so kompetentni tem zadevam, ne da se zgodi, kot se je zgodilo s Francozi, da so šli v Tevicah na skuto in potem se pač rešuje iz zastonj vožnjem in te zadeve. Da se pa to krasno tudi stržati. In od tega bi imel tako tic nekaj kot sami ponudniki teh zadev. Tretja stvar, ki bi jo mogoče še izpostavil, je kolesarstvo, je bil že omenjen. Ideja, ki smo se pogovarjali, pa tudi ta, da bi recimo v nekih špicah med vikendom se vzpostavil nek poseben režim v dolini Kamniške Bistrice. S tem bi se do neke mere omejil promet z avtomobili in bi se vzpostavil nek javni promet za goste, bila bi pa destinacija odprta bolj tudi za tole. Bi pa predlagal, zdaj, to mi je pa zdajle ta trenutek padel, pogrešam, glede na to, da letos Kamnik in pa vem, da je to drago, kar pri norcih, ni na dirki po Sloveniji, pogrešam eno etapo tudi konec koncev s ciljem v Kamniški Bistrici, da se v prihodnjih letih razmisle tudi o tem, ker ljudje, par 10 milijonov gledalcev gleda Eurošport, ko vidijo dirko po Sloveniji, koliko je lepa, kako se lepo predstav in kar je bilo lansko let na Veliki planini je, pardon izrazu, orgazmično in to bi tudi nekako dal v nek plan, kjer bi se to dal tudi urediti. Zdaj, to, kar je rekla Romana in Sandi, sta oba izpostavila, personal je rak rana turizma in gostinstva in tudi tukaj bi bilo treba z gimnazijo stopiti v eno konkretno debato o odprtju dveh oddelkov turizma in gostinstva, vsak na eni strani, da obdržimo ljudi, ker mi, ki smo danes tle zbrani, smo tle tudi zato, ker imamo Kamnik radi, in nas sejnina kot denar ne zanima. In to, da to vcepimo v glave tudi naše mladine, da začutijo Kamnik in da ostanejo v Kamniku, je tudi se mi zdi dosti pomemben cilj, ki bi na koncu bilo. Toliko za enkrat. Hvala lepa. Hvala, Jože. Besedo ima Matija Siter Močnik. Ja, hvala za besedo. Tudi meni se zdi strategija zelo dobro napisana, precej obsežna, tako da z mojega vidika, če bomo nekaj 10% tega uspeli uresničiti, bom iskreno zelo zadovoljen. Pred samimi investicijami oziroma občinskimi investicijami v infrastrukturo bi, po mojem mnenju, tako je bilo tudi, mislim, da že prej omenjeno, bilo treba izrabiti obstoječo infrastrukturo, še posebej z obstoječimi kolesarskimi povezavami, mislim, da imamo kar velik potencial pred novimi vlaganji.
Glede kadrovskih politik, tako kot je bilo tudi zdaj, no, kar je že Jože tudi na koncu rekel, problem imamo že za sest obstoječa mesta in je nujno treba razmisliti v vzgajanju novega kadra, ki bo zasedel že obstoječa nezasedena mesta. Kjer pa sam vidim največji izziv, pa mogoče ni bilo v strategiji izpostavljanje pa pri miselnosti vseh deležnikov. Veliko poudarka se daje na ta destination management, mislim pa, da večina deležnikov, sploh manjših, še ni naredila tega miselnega preskoka in deluje bolj vsak za sebe, vsak v svojem kotu in se niti ne povezujejo toliko, niti ne razmišljajo o upravljanju kaj več kot svojega bodisi apartmaja ali pa svojega dvorišča, kaj šele svoje vasi ali pa svoje občine. Mislim, da je to tudi en od velikih poudarkov, ko bo mogel bodisi Zavod za turizem, bodisi nek strateški svet dati poudarek na to. Hvala. Hvala, besedo ima Natalija Berlec. Hvala lepa za besedo, lep pozdrav tudi v mojem imenu vsem skupaj. Hvala lepa res za izčrpno predstavitev. Jaz sem si tudi to strategijo pogledala, prebrala. Hvala, pa moram reči vsem tem predhodnikom, moram tudi reči za izpostavljene vse stvari, s katerimi se res v pretežnem delu strinjam. Težko bi rekli, da bi kdorkoli nasprotoval takšni strategiji, ki je pač pripravljena. Tako kot je pač Jože prej rekel, mi imamo Kamnika radi, zato smo tudi tukaj, pa verjetno tudi vsi ostali, ki nas mogoče pač spremljajo ali pa spodbujajo k temu. Jaz se bom še vedno pač navezala k temu, seveda bila bi dobrodošla pač neka analiza res zadnjih 20 let, pa mogoče niti ne zadnjih 20 let, saj nekaj, da vidimo, koliko vlagamo in kaj dobimo. No, vse zadnje, seveda všečno je, pogrešamo na nek način ležišča, prenočišča, hkrati pa slišimo, da imamo pa zelo nizko izkoriščenost. Jaz se nagibam k temu, da menim, da zaradi tega, ker se v okolici nastanejo, se pravi od Ljubljane ali pa okolici Ljubljane, pa potem hodijo do nas, mogoče tudi zaradi samega prometa. Mislim, da smo danes imeli, ali pa v večini, vsi, ki smo sem prišli, že čez Kamnik se pripeljati do središča samega, strašne težave. No. Če rabiš iz spodnjega dela Kamnika ali pa iz gornjega, ne vem, pol urce, jaz verjamem, da tudi kakšnega turista za to malce odvrne. In je zato mogoče, ne vem, si ležišče, prenočišče izberi kje druge, pa ne tukaj. Ne. Drug problem, ki je bil že tudi izpostavljen, gostinska ponudba, je nimamo. Ne vem, pripelješ sem le, ne vem, prijatelje ali pa v najboljšem primeru, no, ali pa iz službe, koga ne veš, kam bi ga odpeljal. Dobesedno ne. Imamo en hotel, en sam hotel, ki ne obratuje. Vse smo zelo vsi za to, da bi to naredili, ampak dajmo izhajati iz tega, da je treba tudi življenje ustvariti tukaj, če sem prej prav slišala, čim boljše pogoje za življenje v naši sredini. Ampak pri tem ne smemo pozabiti na nas, tukaj naše prebivalce, tudi nam omogoča, da se lahko gibljemo. Zato bi jaz v bistvu mogoče izpostavljeno bilo, da je to turizem pa živa panoga, ki se letno spreminja, mogoče pri takšnih strategijah, pa ne samo tele, podobnih strategijah, ki so delane za nekaj let. Predlagala, da se dela tudi letna evalvacija, da vidimo, pri čem smo, pri čem šepamo, kaj lahko realiziramo. Take stvari, da bi lahko mogoče hitreje pristopili k nekemu reševanju nekega problema. Mislim pa, da vse ostalo so pa že tudi vsi ostali povedali, tako da hvala lepa. Hvala, Natalija. Besedo ima Nina Semprimožnik. Hvala za besedo. Vesela sem, da se v strategiji trudite res zaobjeti celotno občino. Tudi jaz sem tole danes poslušala, mislim, da tretjič. In res sem vesela, da se pač po vsakem temu predstavitvi se res posluša in upošteva pač ponudnike, kar se mi zdi pač zelo pomembno. Bi pa tukaj le spostavila mogoče eno zadevo, se gospe Miši sem že to zadnjič tudi namigalna, da se uspešnost turističnega obiska se v večini meri pač z nočitvami, koliko nočitev je bilo upravljenih v občini. In zdaj nekako, če bomo pač na istem ostali, do zdaj, kar je zastavljena ta strategija, bomo, ko bo konec, pač na istem. Zdaj nekako moramo poskrbeti za kapacitete. Zdaj zelo veliko se omenja golf, jaz ga res veliko omenjam, ker sem pač v golfu dosti doma.
že samo lani je bilo kar nekajkrat večje število golfistov. A ne? To govorimo o številki 100, 120, ki bi tukaj v Kamniku lahko spali 3 nočitve plus. To so res specifični gosti, zahtevni gosti in seveda igrali so na golfu v Arboretumu, spali so v Ljubljani. In to se zgodi v letu enkrat, dvakrat, trikrat ali štirikrat. A ne? To je večja količina, ne, nočitev. Zdaj mislim, da nočitve imamo, ampak to so te apartmaji, kjer ne nudijo zajtrka. A ne? Zdaj mislim, da moramo začeti razmišljati, da se najde nek zasebni investitor oziroma usmerjati se v to noter, da v bistvu gremo tudi na nočitve z zajtrkom. Ker mislim, da gosti, ki tega ne koristijo, so že tukaj pri nas, se pravi kamp, apartmaji, da se mogoče malo usmerimo pa če v neko drugo zadevo. Je pa tudi, kako so že predhodniki povedali, ne, ok, lahko hotel zdaj imamo, nimamo pa zvečer na večerjo pelati, ne, naše goste. Tudi lokali, ki so tukaj, zadnjič moji kolegi niso mogli jeti niti na pivo, ne, ob 7 zvečer je bilo v Kamniku že skoraj vse zaprto. Ne. Razen potem so najdele, evo tukaj leper. Edini odprt lokal v Kamniku, no. Tako da mogoče malo, da gremo začeti razmišljati v tej smeri, ne? Ker konec koncev naloga občine ni to, da investira v to, da bo imela na nočitve, ali pa se mogoče motim, no? Ampak jaz še nisem srečala hotela, kjer bi bil lastnik občina, no? Vedno so to neki zasebni ponudniki, ne? Ki pač gradijo in jaz mislim, da trenutno se v Kamniku mogoče res nasmiha saj del teh nočitev, no? Mogoče že zelo v kratkem. Hvala. Hvala, Nina. Besedo ima Jože Korošec. Hvala za besedo. Tudi jaz bi se zahvalil vsej ekipi, ki je pač pripravila tole strategijo. Mislim, da se je ta strategija začela pripravljati že kar nekaj časa nazaj, pa potem se je dela posodabljala, pa vidimo, da je mogoče še prehmalo narejena, ker so spet nove zadeve za vključiti, tako da je ta strategija bi bila fajn, če bi bila to kar neka živa stvar. Res pa je, da se je pač treba neko obdobje začrtati in trenutno je ta obdobje 23-30. Ja, najbolj bi se dotaknil res te ponudbe, ki že prej Sandi tam le omenil, no. Mogoče res te gostinske ponudbe, ker zdaj v bistvu, če gledamo Kamnik kot so razmerno veliko občino, od Kamnika do Grofa na Vranskem je trenutno lahko dobi samo še proti Tuhinjski dolini, samo še v eni gostilni hrano, pa še to se ne ve, koliko časa bo. Se pravi, cirka 30 kilometrov. Potem druga zadeva dolžine. Druga zadeva je spet Kamnik, Črnivc, se pravi Gornji Grad, spet samo od Kamnika do Gornjega Grada enostavno ne moreš jesti, tudi je koliko, 20-15 km, 20 no skoraj. Tako da tudi sami Kamniku ni ne vem kakšne ponudbe, no, in največ je to, jaz sem se malo pogovarjal s temi gostinci, enostavno ne dobijo kadra. Ne dobijo kadra, ni toliko slabo, da ne bi se to izplačal, ampak enostavno ni delavcev za delati. No. Ker vemo, v gostinstvu je pač sobota, nedelja, so glavne zadeve, petki, sobota, nedelje. Pa še malo ali COVID je pač naredil svoje, ker seveda halo pica in to so se zdaj navadili in pšance dam in vse, da kuhajo skoro več. Tako da tole je največ preveč problem, mislim trenutno, no, ker se nočitve bodo, seveda bodo prišle, sigurno se bo zgradil tudi, mislim, ali bo ta obstoječi hotel za Laufov, ali pa bo še kje se zgradil kakšen drug hotel in nočitve tudi pri apartmajih, pri zasebnikih so že kar precej in tudi veliko teh potem ni zasedenih, no, tako da mislim, da je to največji problem trenutno, no, kar se pa tiče same strategije, seveda v tej strategiji lahko bi bilo kaj črtanega, lahko pa še veliko več napisanega, no, ni, ne vem, društv noter turističnih, ni, ne vem, turistične kmetije, tudi niso, ne vem, kako veliko zajete, ampak za konc mogoče mi pa tale stavke tukaj napisan, razvoj turizma v destinaciji Kamnik ni namenjen ozki sektorski logiki in interesom, temveč celostnemu medsektorskemu razvoju destinacije, dvigu kakovosti življenja domačega prebivalstva, dodani vrednosti za goste in ponudnike v turistični dejavnosti. Se pravi, to je nek dokument, kjer je mora biti zajeto vse in ne smejo izstopati samo posamezniki oziroma posamezne panoge v tej strategiji. No, tako da jaz jo bom podprl, da ne vem, kako bo tole, včasih smo res imeli 2 branja, pripombe so bili včasih malo upoštevane, ampak naj to razjasnijo ostali. Hvala. Hvala. Zdaj preden gremo po še, kdo bi dal besedo Miši pripravljalki, da pojasni določene stvari. Je pa ena obravnava zato, ker je bila to že javna obravnava, ker je bila anketa dana, ker je bilo to dokument v javnosti že kar nekaj časa
in po statutu se morajo odloki sprejemati po dvofaznem postopku, za vse druge dokumente je pa pač zadosta ena obravnava. Izvolite, Miša. Najlepša hvala vsem. Kar nekaj stvari ste izpostavili, ki so dejansko izzivi destinacije oziroma občine Kamnik in tudi identificirani. No. To so zagotovo kadri, je zagotovo gostinska ponudba. Kot kaže tudi praksa drugih destinacij, v kar nekaj destinacijah trenutno tudi sodelujem v postopkih priprave strategij, je gostinska ponudba res največji izziv, no? In kadri, to dvoje, najtežje se premakne. Ampak vseeno bi pa par stvari izpostavila, ki pa so upoštevane, pa mogoče zdaj niso bile omenjene. Mi smo v okviru kadrov v politiki 4, to je ta upravljavska zadnja, dali en ukrep raziskave, razvoj, inovacije, znanje in kadri, kjer smo predvideli Kamniško turistično akademijo s tem poimenovanjem. To je zdaj delovni naziv. Nismo jih še umestili v neke določene programe srednje ali katere šole, ker je to stvar potem pogovorov naprej in že izvedbe, ampak smo identificirali to potrebo. Prav kot, da se vse aktivnosti izobraževanja, dviga kompetenc, odvijajo pod neko marelo, Kamniška turistična akademija. Kje bo zdaj stala, ali bo to posebna institucija, se bo priključila srednji šoli, kakorkoli je stvar potem izvedbe. No. Tako da to smo vključili, smo absolutno identificirali. Mogoče bi tole omenila, par tak momentov sem si zapisala. Plečnikov dvorec smo omenili samo kot, da je prepoznan kot res unikaten, edinstven, poseben spomenik, vemo pa, kakšna je situacija, nič nismo predvideli, dobenih vložkov, dobenih sprememb, samo da ga imamo zabeleženega, da ga ne pozabimo, da nam je pomemben, kaj bomo lahko z njim naredili, glede na situacijo najema oziroma lastništva, je druga stvar. Mekinski samostan, nastanitve nismo nikjer nekako spregledali. V ozadju seveda imamo izpis iz AJPES-ove RNO, to je register nastanitvenih obratov za vsakega ponudnika, tudi občina redno mesečno spremlja pač prilive turistične takse po vseh nastanitvenih ponudnikih. Samostanom Mekinije smo z Zavodom za kulturo dvakrat sedeli skupaj, prepoznali absolutno te kapacitete in jih pod produktom kultura še posebej omenili za ta rezidenčni turizem. Torej ne čisto klasično, samo ta klasični leisure turizem, ki ga lahko pač pokrijejo tudi drugi nastanitveni ponudniki, ampak največji potencial tega, kar samostan že počne, ima še res velik potencial rezidenčnega turizma in teh skupin, ki prihajajo raznih gledaliških zborov, zaradi dobre akustike prostorov, najamejo potem dejansko vse nastanitve, koristijo potem tudi te kongresne oziroma konferenčne in da je treba na tem pospešeno delati. Vemo, da so tudi v drugih destinacijah podobne prakse, če recimo občina z javnim zavodom stopi na nastanitveni trg, so tukaj različni pogledi na to. Zato je zelo smiselno in tako smo tudi pod produktom kulture usmerili, po pogovoru z direktorico tudi zavoda, da se tu prepoznava največ priložnosti in da se na tem najbolj dela, ker lahko pripeljajo tiste segmente v destinacijo, ki jih nek nastanitveni apartmajski posamezni ponudnik preprosto ne more. Ni naloga samostana, zdaj bom rekla kar direktno, transparentno, da konkurira nekemu nastanitvenemu ponudniku, ampak da pripeljajo v destinacijo dodatne segmente, ki so pomembni, ki prinesejo nek denar in jih sicer ne bi bilo. Tako da niso absolutno bili spregledani. Tudi seveda kalkulacije, koliko ležišč in vse je jasno v ozadju. Mamota imamo in je tudi, zdaj sem vmes prečekirala po ključni besedi v dokumentu, ki je z letom 2023, ki je s pomladjo 2023 postavljen oziroma kot spomenik, ni v prihodnosti, ampak je že dokumentu bilo to aktualizirano. In ga dejansko pravimo, če zdaj imamo tu mamota, moramo iz tega doživetje narediti. To je lahko odlično družinsko doživetje, ali je to festival ali še neko vodeno doživetje, absolutno. In ga imamo pod tiste destinacijske produkte kot projekt, mamot kot projekt. In smo se tudi pogovarjali, da je smiselno nekako spodbuditi podjetniške iniciative tudi, da začenjajo neko ponudbo na to temo razvijati. Pa majčke, pa spominke, pa vseeno. Res lahko odlična, pa še v navezavi z tem malim nosorogom v Tuhinjski dolini. Tako da to je absolutno bilo upoštevano. Ni turističnih društev vključenih in mi imamo v zadnjem tem stebru upravljavskega prav ukrep okrepitev sodelovanja med destinacijsko organizacijo, občino in društvi.
In sploh po tem sistemu teh mikrodestinacij, društva so vedno zelo lokalno umeščena nekje, ne? Zelo lokalno delujejo in so ključni akter na nekem lokalnem, manjšem območju in da jih vključimo v te akcijske skupine. Zelo aktivna društva v Tuhinjski dolini, ki že skrbijo res za številne prireditve, smo jih tudi povzeli, jih identificirali in jih tudi pač prav z ukrepom opredelili, da se mora to sodelovanje dejansko ukrepiti. Sodelovanje, sinergije in preko teh akcijskih 3 skupin, sploh v obeh dolinah. Gostinska ponudba, smo poskušali pač povzeti identificirane, izražene neke namere, ne. Tudi smo nekako suvereno zapisali, da je potreba recimo v samostanu za en gostinski lokal, vemo pa, da je to področje, kjer občina direktno, neposredno lahko, mislim, največji izziv je, da nekaj naredi. In s tem se res zdaj pospešeno ukvarjajo tudi druge destinacije. Hkrati smo pa za okuse Kamnika in identificirali ta craft piva pa street food, ki je neke vrste malo bolj dinamična prehrana, ne. Super bi bilo še kak fine dining v Kamniku, v mestu, ne, pa tudi na teh ključnih turističnih točkah. Golf se preureja, arboretum tudi ureja bistrojsko ponudbo, pa še neko dodatno ponudbo na vstopni točki, ne. Smo pa to dinamično street food hrano v kombinaciji s craft pivi kot tisto, kar bi Kamnik lahko dvignil ali pa malo drugače pozicioniralo. Vemo, kako je Radovljica s čokolado se spozicionirala in zgradila svojo prepoznavnost. Kamnik ima tu potencial res v teh craft pivih, požganih in na drugi strani tej street food, tudi zdaj v tem hekatonu, oziroma ki je bil pretekli teden ali ta teden, se je tudi že par teh kulinaričnih, ne. Tako da skozi te malo bolj dinamične pop-up scene pospešimo in s časoma tudi se malo ukrepi nek interes na strani gostinskih ponudnikov. Potem kadre sem omenila, kongresni turizem, mi imamo identificiran definitivno to kot rečemo posebni interes, ne kot vodilni nosilni, ampak se načrtuje zgradnja novih kongresnih kapacitet pa hotela v Termah Snovik in s tem bi se pač naj ukrepilo tudi na tej lokaciji na Smodnišnici, ne, za te incentive team building skupine en manjši hotel z neko kongresno kapaciteto, tako da za incentive pa te motivacijska potovanja pa team building ima pa zdaj že Kamnik res dobro, kakovostne programe, pa kot prej rečeno, žal spijo v Ljubljani, tako da ta izziv kot prej tudi z golfom dejansko ostaja, no. In zdaj še vezano na te neke ocene ali pa neke projekte, izpostavili ste železniško postajo, prej muzej oblačilne dediščine, bazen, ki je zasebna investicija oziroma predlagamo v tem delu kot javno-zasebno za zakup določenih kapacitet. To so identificirani projekti, če hočemo neke premike ali pa neke preboje narediti. Ocene, ki so podane na osnovi trenutnega poznavanja primerljivih podobnih projektov. Tu niso v ozadju pridobljene ponudbe in natančne finančne kalkulacije. To so indikativni projekti in indikativne ocene stroškov, ne, in je pol seveda stvar, včasih je ovrednotena samo programska zasnova, da sploh vidimo točno, kaj želimo narediti, včasih je neka celotna ocena nekega projekta. Lahko bo odstopalo navzgor, lahko bo odstopalo navzdol. To vrstne turistične strategije, ker imam kar nekaj kilometrine na tem področju, v samostojnih strategijah ali pa v partnerstvu od krovne strategije do posameznih drugih, so podane na ravni indikativno. Torej, lahko bo odstopal na nekaj več, nekaj manj, projekt se bo zgodil, če bodo najdena sredstva, ne, to niso lastna razvojna sredstva občine Kamnik, ker preprosto razvojni budžet občine Kamnik presega vložek v turizem v celoti v tem časovnem obdobju v te projekte. Tako da so podane okvirne ocene na osnovi poznavanja primerljivih podobnih projektov. Če govorimo recimo o interpretacijskem centru v dolini Kamniške Bistrice, ste omenili podano oceno, primerjalno se zdaj dela, ne vem, v Vintgarju, ocena je narejena na območju Sotočja in podobno, na osnovi tega. Lahko odstopa pa tudi navzgor, lahko odstopa navzdol, odvisno od načina izvedbe. Samo, če sem kaj zelo pomembnega izpustila. Se pa zelo strinjam z trditvijo glede miselnosti, če beremo res strategijo od prve do zadnje besede, res je to ključno, v tisti
v tistem slajdu življenjskega ciklusa destinacij sem izpostavila, koliko je pomembna ta neka skupna vizija pa zaupanje, ne, v to skupno zgodbo. In brez tega dejansko se ne bo premaklo. Mi imamo trenutno situacijo, ko tudi najbolj uveljavljeni ponudniki v destinaciji ne uporabljajo destinacijske znamke Kamnik. Zato smo kot prvi ukrep pod trženjem rekli, vsi, ne, moramo zgraditi partnersko mrežo in vsi morajo uporabljati kamniško destinacijsko znamko. Kamnik, ki ni samo mesto Kamnik, ampak je celotna destinacija Kamnik, ne, in brez tega ne bomo delali premikov, ne, in to zaupanje, no, in delo z ponudniki, no. Mislim, da so zelo dobri nastavki, ampak na tem se zelo strinjam, no, da je to en izmed temeljnih faktorjev za uspeh, no. Zdaj, če sem še kaj, večkrat ste pomenili to analizo preteklih 20 let. Bom rekla, da sem zdaj recimo v zadnjih 20 letih delala z različnimi destinacijami in da bi eno cost-benefit analizo delali po tem principu, kot se dela v gospodarstvu, ne poznam dobene destinacije, no, v Sloveniji, dobene občine, ne Bleda, ne Kranjske Gore, ne Bohinja, ne Doline Soče, ne Ljubljane, ki bi jo na ta način delala, koliko je vložila v turizem in koliko je dobila od njega. Naj mogoče samo povem, da v tej anketi, ki je sicer ne imela samo dobrih 200 prebivalcev, ki so odgovorili, je bil en del 18 vprašanj vezani zelene sheme slovenskega turizma. In najvišja stopnja strinjanja je bila zatrditev, da imajo od turizma korist celotna lokalna skupnost. 21% se jih zelo strinja in še 44% se s tem strinja. Torej, ne, ti pozitivni učinki. Sledilo je strinjanje, da turizem omogoča boljše možnosti za preživljanje prostega časa, 22% zelo in dodatnih 48%, to je 70% se jih strinja, da skozi turizem na ta način ne, imamo boljše možnosti. Ne vidijo negativnih učinkov turizma, prevelik obseg, gneča, povečanje življenjskih stroškov, rast nepremičnin, obremenjevanje, svetlobno, hrup in podobno, ne. In naloga Kamnika kot zlate zelene destinacije je, da to redno spremlja, izvaja to anketo med prebivalci in to tudi počne. No. In v okviru te ankete smo ta vprašanja vključili. Tako da, to je to. Hvala. Še kdo? Besedo ima Mihael Resnik. Izvoli. Ja, moram reči, da je ta strategija sicer zelo teoretično dobro napisana. Gospa se je zelo potrudila, raziskala je občino, destinacije, sam na določene stvari je pa tudi pozabila. Jaz sem verjeten tle noter najbolj kompetenten, da kakšno stvar v turizmu rečem, ker že od mladih nog se s tem ukvarjam. Moram reči, da za Kamnik omenjate hotel. Glejte, če bi bili mi zanimivi za hotelske družbe, bi kakšen Holiday Inn ali pa Hilton v Kamnik že hotel postavil. Sem zgleda, da smo še premajhna destinacija. Moram pa reči, da moramo mi razvijati privatne penzione, privatno inicijativo, družinske hotele, ker ljudje z večjih mest si želijo bližino in toplino, ko pridajo v ta manjši objekt, se počutijo kot ljudje. V večjih hotelih so pa samo številke. In glede na to, da Kamnik rab praktično ljudi nevisoke družbe, ker mislim, da mi nismo zreli še za njih. Mi rabimo ljudi, ki grejo na dopust, zapravijo, imajo otroke, preživijo pri nas mogoče 3 dni, mogoče 1 teden in take ljudi praktično z velikih mest mi rabimo. Omenil bi še, kar ste pozabili, turizem na kolesih. Se pravi, avtodome. To je zdaj modern turizem. Tega je vedno več. Sicer v Kamniku imamo en avtokemp,
ki se je kar dobro razvil in dela na tem, sam to je siguren premal, rabili bi še kakšnega večjega, pa mogoče tudi postajališča za avtodome. Glede na to, da je tega turizma z leta v leto več, celo gospa predsednica je odprla veliko tovarno v Ormožu, kjer delajo te mobilne avtomobile. Moram reči, da je to prihodnost za našo destinacijo. Kar se pa tiče hotela, moram reči, da je gospod Počečnik, verjetno ste seznanjen, kupil golf in tam je predviden tudi hotel. Že v sami zasnovi se je takrat na tem delali, tako da tam je že dovoljenje za postavitev hotela in jaz mislim, da ga bo on tam tudi postavil. Se pravi, bomo imeli hotel, ampak jaz upam, da ne bo predrag, da bo tudi za ljudi, kateri bojo v Kamnik prišli, da ne bo samo tam. Hvala, Miha. Beseda ima Aleš Lipičnik. Hvala. Glejte, v bistvu ste mi v mestnem času ste vse povedali. Da jim sam povzel tisto, kar ste povedali. Če začnem z Mihatom. Gospodarstvo deluje na povpraševanje, kar pomeni, ponudba je vedno posledica. Kar pomeni hotel, ki je že dvakrat propadel, ni propadel v Kamniku po naključju, ampak je propadel zaradi tega, ker v Kamniku gostov za to, da bi hotel normalno živel, najverjetneje ni. Poleg tega bi upozoril na to, da je turizem panoga z najdaljšim obratom kapitala, kar najbrž veste, in zelo nizko, v bistvu primerljivo z drugimi gospodarskimi panogi, z relativno nizko dodano vrednostjo. Zato je pri zaposlenih, če govorimo zdaj še o problemu kadra, problem dobiti kadre, ker jih moramo zelo slabo plačati, bodimo iskreni. In zdaj tukaj nas je zadosti starih, da imamo vsi otroke in povejte mi, naj roke dvigne tisti, ker nas bo res malo, po moje, ki ste svoje otroke usmerili v turistično panogo. Pa bodimo toliko samokritični, pa imejmo toliko samorefleksije, pa recimo, kdo to je in kdo to ni. Jaz mislim, da bomo dvige rok prešteli na prste tišlarske roke, tako se v Kamnik reče, ampak pustimo podrobnosti. In peto vam postavim še enkrat samo retorično vprašanje. Premislite, ni treba nikomur nič odgovarjati. Jaz mislim, da vsekakor si že ves čas ponavljamo, da smo turistična destinacija in to počnemo že toliko časa, da si verjamemo. Dajmo še enkrat premisliti, a je to smiselno. Hvala. Hvala, beseda ima Karla Urh. No, zdaj je bilo že res skoraj vse povedano, ampak veste, še vedno sem pogrešala predvsem to. Povezovanje med vsemi deležniki, ki so v to vključeni in predvsem nadzor nad temi deležniki, ki bodo vse to vključeni in kako bo to delovalo in kakšne bodo posledice za našo neokrnjeno naravo, čisto pitno vodo in tako naprej, kar je najpomembnejše. Pozdravljam strategijo, vesela sem, veliko truda, sem prepričana, da je bilo vloženega, vendar pogledajte, deležniki, ki so tam, destinacijo poznam recimo Kamniška Bistrica, ki je spremenila lastništvo, je postala problematična. Jaz grem na Kraljev hrib in grem peš okrog in me ustavi rampa, ne smem naprej. Halo? A ste že doživeli to? Ne hodim na Svet Primož, ker je dnevno ne vem koliko tisoč ljudi gor, halo, a vi tudi hujšate? Mislim, to je brez veze. Jaz grem raj na Kraljev hrib, pa grem v miru sama ali pa še kolegica ali pa mož. Mislim, resnico vam govorim, ampak gor je zdaj zaprto, rampa. Privat. Čakajte. Ne, sej, zato je malo hecano, ampak to je zdaj tudi turistična, kako ne rečem, destinacija, ki ne bo dostopna. Kar tako. In zato vas opozarjam res, predno to zaštartate, dajte poskušati dejansko deležnike obiskati, se z njimi pomeniti, kajti center vsega bo prav gotovo
turizem, Zavod za turizem in šport. In ko bodo vsi povezani, ko bodo vsi seznanjeni, kako in kaj, in bodo tudi pristali na to, potem bomo verjetno, ko bomo prišli na veliko, tudi zvedeli, ki imajo še kaj kisovega mleka, ne da bo rekel vsak, jaz ga nimam, on ga tudi nima. Pa tudi tam ga nimajo, v tistem domu na konc dol. Ampak, da bodo ljudje živeli. A veste, jaz pridem na Primorsko, ker imam korenine od svoje mami, in gor skrbijo drug za drugega in pomagajo. Jaz zdaj nimam, pejte tamle naprej 2 kilometra, sigurno imajo še tole skuto pa sir domač. Tega na Veliki planini praktično zdaj težko doživimo, ker vsak reče, ja, jaz nimam, sej on tudi nima, saj že vse prodal. Se niti ne potrudijo, da bi drugemu pomagali, ravno tako tudi pri kapacitetah prenočitve in tako naprej. Je pa res, še enkrat tudi jaz se moram spomniti na kapacitete nočitev v samostanu. Izboljšal se je, res se trudijo in se mi zdi, da je prav, da bi tudi v to pletli močno ta kulturni turizem zraven. Toliko, no. Drugač pa, kot sem rekla, predvsem tudi nadzor, kako se... Hvala. Mogoče Miša še kakšen odgovor, izvolite. Kulturni turizem definitivno imamo, ne? Je pomemben produkt, je pomembna identiteta, imamo mesto in ne samo kulturno, zgodovinsko mesto, ampak tudi drugo dediščino. Povezovanje vsemi skozi sam princip dela, ki smo rekli, ukrepi destinacijsko skupino, te akcijske skupine, delo strateško skupino, letna evalvacija, ki je vključena, no, preko strateške skupine, potem priprava programa, predstavitev vsem deležnikom, skratka, kar veliko je tega sodelovanja z deležniki. To, da je Kamnik zlata zelena destinacija in da želimo postati platinasta, je neka garancija ali pa je neka platforma ali pa nek vzvod, da bomo temu skrbeli. Zdaj, tako malo, kar se tiče, nikakor ne govorimo o mestnem hotelu 150 sob, govorimo o manjših butičnih hotelskih nastanitvah 30 sob, 40 sob maksimalno in izven mestnega jedra neke manjše penzionske kapacitete, ki imajo zelo zaželjeno še neko gostinsko ponudbo. No? Jaz, ki tako malo od zunaj, jaz nisem prišla sem, da bi vas poskušala prepričati, kakšen turizem vi naj razvijete. O tem smo se pogovarjali skupaj z deležniki, z delovno skupino in z deležniki ponudniki. Ne? Res je bilo veliko teh intervjujev, pogovorov, usklajevanj, da smo nekako našli tudi ta koncept, kje bo Kamnik dobil bom rekla, neko pozicijo, da bo postala ena zaokrožena stacionarna destinacija. Da ne mož v Ljubljani pa šel sem na najbolj obremenjeno točko v najbolj obremenjenem špici sezone, ne? Kot je naprimer recimo iz Ljubljane nekdo pride na Veliko planino ali se pa samo kopati. Ne? Mogoče sam sprehodi po mestu, pa hitro nima ideje, kaj še bi naredil, ampak da postane stacionarna destinacija, pride sem in jo odkrivaš vsaj 3 dni. Ne? To je glavni fokus te strategije in Kamnik ima ta potencial. Zdaj pa dejstvo je, da ima Kamnik res boljše konkurenčne prednosti kot marsikatera alpska destinacija, pa govorimo tja od Bleda pa tja do doline Soče. Ne? To tudi zgodovina kaže, da je tole območje bilo prepoznano. Zdaj pa možnost, da to nekako zelo uravnoteženo in strateško usmerjeno menedžiramo in spodbujamo in usmerjamo in ta strategija resno, sem bila članica tima krovne slovenske strategije in da v bistvu poznam vse te principe in dela, da ne rečem kar velike številne destinacijske. Ali pa preprosto, da rečemo, ni potencijala, pustimo, naj se ti ponudniki, ki prepoznavajo potencijal v turizmu in se trudijo, naj bojo prepuščeni samemu sebi. No? Ne? In bo Kamnik od občina bolj, bom rekla, iz nekega sporednega ali pa stranskega položaja spremljal, kaj se bo dogajalo. Ne? Torej, ali to zelo usmirjamo in skrbimo, da ne bo preobremenjena Velika planina oziroma da ne bo... da bomo ohranili naravo, no, vodo, ki je na Kamniškem izjemno pomembna, ali pa preprosto, da rečemo, to ni panoga, ki nam bo prinesla prave učinke in bomo ta denar vložili rajši drugam. Čist preprosto. Nisem tista, ki vas bo prepričala eni ali drugi. Jaz verjamem v vsako besedo, ki smo jo napisali, zagotovo bi lahko kaj tudi dali na stran, še kaj not pripeljali, ampak vse te ključne momente, ki ste jih izpostavili, so notri, ne? Verjamem v njo, ampak vi ste tisti, oziroma ponudniki so povedali, da je to pravi koncept, vi kot
Občinski svet, mestni svetniki, ste tisti, ki boste pa rekli, no, ali to potrdite, ali bomo pa raje stopili nazaj in o vseh teh prednostih, ki jih Kamnik ima, jih ne izkoristili, pa pustili trgu prosto pot. Tako da ni moja naloga, da vas prepričam. Jaz verjamem v strategijo, napisali smo jih skupaj, to ni moja strategija, ampak je skupna kamniško-turistična strategija, turističnih deležnikov in s turizmom povezanih. Miša, najlepša hvala za ta pojasnila in tudi za nešteto ur, ki si jih vložila v pripravo tega dokumenta, ki bo kazal pot v naslednjih 10 letih. Tako da zaključujem razpravo, glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme strategijo trajnostnega razvoja in trženja turizma v občini Kamnik za obdobje 2023-2030. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 26 svetnic in svetnikov proti 1. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena in iskrena hvala za to, kar ste pripravili. Zdaj pa smo nekako na polovici po številu točk seje. Pred nami je še 9 točk, zdaj pa povejte, ali naredimo pauzo 15 minut, da prezračimo dvorano. Ok, 15 minut, torej nadaljujemo 15 čez 8. Hvala.